Dober dan vsem skupaj. Alpska vaterpolo liga gre počasi k koncu. Smo na predzadnjem turnirju v Mariboru, v mariborskem bazenu Pristan, kjer bomo spremljali nekako derbi te alpske vaterpolo lige, slovenski derbi med Kranjskim Triglavom in pa Ljubljano Slovanom. Alpska vaterpolo liga je letos prvič na sporedu, in sicer nastopajo ekipe Palanovonto iz Trsta, potem Ljubljana Slovan z 2 ekipama, prvo in drugo ekipo, potem Kalcit Kamnik, vaterpolo klub Opatija, akademski vaterpolo klub Branik Maribor, hrvatski akademski vaterpolo klub Mladost, vaterpolo klub Ljubljana Slovan druga ekipa, kot sem že prej povedal, potem Kranjski Triglav, Grafist iz Kopra, vaterpolo klub Borac je letos vključen, ter Štrek iz Dunaja, vaterpolo klub Štrek iz Dunaja. No, kot sem že povedal, danes je tukaj v mariborskem bazenu Pristan 5. turnir, in sicer srečanje bomo spremljali, je na sporedu kot 4. danes na sporedu vaterpolo turnirja. Domači nastopajo, pravzaprav ne domači, temveč Triglavani nastopajo v belih kapicah, in sicer številka 2 Benjamin Popovič, 4 Matic Rahne, 5 Jaša Lah, 6 Dejan Gostič, potem 7 Andraž Pušavec, 8 Aleksandar Paunovič, 9 Nace Štromajer, 10 Jan Justin, 11 Filip Pepina, 12 Aleksandar Cerar. Jure Beton pa je vratar pri Kranjskem Triglavu. Ljubljana Slovan pa nastopa s sledečimi igralci. Številka 2 Vukašin Stefanovič, 3 Bernard Canc, 4 Enej Potočnik, 5 Nec Žiberna, 6 Tilen Leskovec, 7 Jerko Anzulovič, 8 Branko Krasič, 9 Ist Carni, 10 Igor Cuomo, 11 Sebastian Novak, 12 Marcel Lipnik, vratar pa je Gašper Žurbir. Trener ekipe je Jure Škof. Povedati moram še za Triglav. Pri Triglavu je trener Krištof Štromajer, ki se je vrnil bil je odsoten zaradi zdravstvenih razlogov in sedaj nekoliko saniral svoje zadeve in se ponovno priključil ekipi. Danes je sem že povedal 5. turnir v mariborskem bazenu Pristan, in sicer tekmo bosta sodila Blaž Radonič in pa Atila Kis. Blaž Radonič iz Črne Gore in Atila Kis iz madžarske narodnosti. Srečanje se bo čez nekaj trenutkov začelo. In za žogo plavata igralca Triglava in pa uspešen je bil Nace Štromajer, ki je prišel do žoge in Triglav v prvem napadu. Pušavec. Popovič je tam bil z žogo, pa na drugo stran ponovno Popovič. In žoga je odšla preko linije. Priložnost za Ljubljančane, za Slovana, ki grejo sedaj v napad. Poskušal je tukaj z desnega krila, mislim, da je bil Popovič izgrešil in Ljubljančani v napadu.
Anzulović. Anzulović do... Ponovno Anzulović. In ljubljanski vaterpolist je tam vrgel žogo proti avtu, kajti napad se je iztekel in se vrna in se sedaj vračajo Ljubljančani v obrambo. Popovič. Tam prekršek. Prekršek na drugi strani so napravili Triglavani in Ljubljančani gredo v napad. Na desnem krilu Anzulović, pa žoga tam na podaja obrambno polovico, vendar Triglavani so bili bolj uspešni v obrambi in gre sedaj žogo Triglavani še vedno Popovič, poskus Popoviča, strel Popoviča in vratar Ljubljančanov Gašper Žurbi je uspešen v obrambi. Prekršek, žoga za Triglav. Popovič je, mislim, da streljal na gol, vendar neuspešno in ponovno napad Ljubljančanov. Še 5 minut in 12 sekund do konca prve četrtine, rezultat 0:0. Tam slaba podaja nekoga od ljubljanskih vaterpolistov. Anzulović se počasi vrača. Streljal je, mislim, da Popovič, vendar se je žoga zaustavila pred golovo črto in priložnost za Ljubljančane. Dokaj izenačeno srečanje, 4 minute in 23 sekund do konca prve četrtine, 0:0 v mariborskem bazenu Plistan. Triglavani sedaj dobro v obrambi. Streljajo je nekdo od kranjskih vaterpolistov, vendar žoga ni našla poti v mrežo in ponovno gredo Ljubljančani sedaj v napad. 0:0 je še vedno dokaj izenačeno srečanje v mariborskem bazenu Pristan. Prekršek je v korist. Poskušal je sedaj bi to igralec številko 7. Anzulović z lobom, vendar je bil neuspešen. Igral Triglavani sedaj v napad. Ponovno žoga za ljubljansko ekipo.
Nekdo od Ljubljančanov je poskusil s strelom, vendar vratar Beton je bil uspešen. In gredo sedaj Nace Štromajer ima žogo. Čaka, da se njegovi igralci približajo v golu, prenos žoge na drugo stran. Tam je bil prekršek in vseeno mislim, da je vodstvo Triglava, da, uspešen je bil, mislim, da številko 2 Popovič in Triglavani vodijo 1-0, minuto in 50, pravzaprav 2 minuti in popravljen je čas, 2 minuti in 3 sekunde do konca prve četrtine, 1-0 je torej za Triglavane in gredo sedaj Ljubljančani iz sredine bazena. Še vedno žoga za Slovanove vaterpoliste. Ta prenos žoga na levo krilo do prekršek je tam nekdo od Ljubljančanov naredil in gredo Triglavani v protinapad. 1-0 je torej za ekipo Triglava, minuto in 30 sekund do konca prve četrtine. Postavitev še daje Ljubljančanov v obrambi. Dve proti nič. Uspešen je bil Justin. Justin je dosegel svoj prvi gol in 2 proti nič je za ekipo Triglava. Minuto in 16 sekund do konca prve četrtine, torej 2 proti nič za Triglav, menjava v ekipi Triglavanov. Žoga za ljubljansko ekipo. Anzulović je poskusil strelom in bil uspešen, torej prvi gol za vaterpolista Anzulovića. 2 proti 1, 45 sekund do konca prve četrtine v petem krogu, na petem turnirju Alpske vaterpolo lige v mariborskem bazenu Pristan, torej še 45 sekund do konca prve četrtine, žoga za sedaj za Triglavane. Do konca napada še 17 sekund, 15 sekund in prekinitev. Nekdo je s prekrškom tam zaustavil napad Triglava in gredo sedaj Ljubljančani. Hitro plavanje preko celega terena, bazena in postavitev tam. Izenačenje. Cuomo je dosegel svoj prvi gol in izenačil rezultat na 2 proti 2, 13 sekund do konca prve četrtine.
Še 21 sekund je, ali bodo Triglavani uspešni sedaj v teh 21 sekundah, da postorijo še kaj. Popovič. Še vedno Popovič, prekršek je tam bil. In srečanje v prvi četrtini se je zaključilo. Torej, po prvi četrtini mariborski bazen Pristan, Alpska vaterpolo liga, Triglav in pa Slovan iz Ljubljane 2:2. No, smo že na začetku druge četrtine, Alpska vaterpolo liga, peti turnir, bazen Pristan v Mariboru, Triglav in pa Ljubljana Slovan. Po prvi četrtini izenačeno 2:2 in to je v stvari prvi tisti pravi derbi slovenskih ekip, ki pa že šteje za kasnejše državno prvenstvo. Žogo imajo sedaj Ljubljančani. Anžulović. Pa prekršek, nekdo je izključen od Triglavanov. Igralec več za ljubljansko ekipo. Pelje žoge z leve na desno, Anžulović. Poskušal je Potočnik, vendar je bil neuspešen in gredo Triglavani v napad. 2:2, Alpska vaterpolo liga, mariborski bazen Pristan, Triglav Slovan. Dosežen je bil zadetek, torej 3:2 za Triglav, uspešen pa številka 10, Justin. Torej, Triglavani so povedli proti Ljubljančanom s 3:2 in minimalna rezultatska prednost za kranjsko ekipo. Anžulović. Slaba podaja Anžulovića. Anžulović na sredino do... Ponovno je Suomo poskušal tam, vendar neuspešno. Obramba Triglava je bila na mestu in gredo sedaj Triglavani v priložnosti, da povišajo svoje vodstvo s 3:2 na 4:2. Popoviča so tam ustavili s prekrškom. Neuspešno tam je žoga preprečila, pravzaprav prečka je bila tista, ki je zaustavila žogo. In Triglavani niso bili uspešni v tem napadu. Slovan je sedaj žogo, Anžulović. Prekršek, kontraprekršek je sedaj dosodil sodnik Radonjić. In ponovno žoga za Triglavove torpediste.
Neuspešen napad Triglava. In pa prekršek na drugem koncu. Nekdo je od Ljubljančanov naredil prekršek in ponovno priložnost Triglavani. Popovič. Vedno Popovič. Poskus Popoviča in žoga je odletela preko gola. Niso bili Triglavani sedaj uspešni, kljub temu, da je nekako rezultatsko so bili v premoči v napadu. Ostaja torej 3-2, 4 minute in 16 sekund do konca druge četrtine. Poskus sedaj tam. Ne, gol ne velja. Gol ne velja, ker sta sodnika že prej piskala prekršek, ali pa vsekakor, no. Gol je priznan, torej izenačenje na 3-3 v mariborskem bazenu Pristan. 5. turnir Alpske vaterpolo lige med Triglavom in pa Ljubljano. 4 minute in 6 sekund do konca druge četrtine. Vaterpolisti Triglava so začeli s sredine bazena, kajti Ljubljančani so izenačili na 3-3. Sodnika sta Paunovič piskala prekršek in gredo sedaj Ljubljančani v protinapad. Tam je s prekrškom zaustavljen igralec Slovana. Sodnika sedaj zaustavila igro in to je menjava v ekipi Ljubljane. Srečanje se bo nadaljevalo v naslednjem momentu pri 3 minutah in 11 sekundah do konca druge četrtine. Torej rezultat 3-3, mariborski bazen Pristan, Triglav Ljubljana. Sedaj sta sodnika dosodila izvajanje za žogo, dosodila ljubljanskim vaterpolistom in še vedno rezultat 3-3. Anzulović. Žoga je igralcu Ljubljane številka 3, Cancu, zdrsnila iz roke in Triglavani so prišli do žoge. Bilo sedaj Triglavani z uplavanjem. Nekdo je izključen iz ljubljanskih vaterpolistov in mislim, da je to time out za ekipo Ljubljane. Da, 2 minute in 46 sekund do konca druge četrtine. Rezultat še nespremenjen, 3-3, nekako v derbiju Alpske vaterpolo lige med Triglavom in pa Ljubljano, kajti
Ta rezultat šteje tudi za kasnejše državno prvenstvo. Točke se prenašajo naprej. Tekmo sodita Blaž Radonjić in pa Attila Kis. V okviru Alpske vaterpolo lige letos sodelujejo Palanuoto iz Trsta, ljubljanski Slovan z 2 ekipama, Calcit Kamnik, Vaterpolo klub Opatija, AVK Branik, HVK Mladost iz Zagreba, Triglav Kranj, Štrek iz Dunaja in pa Vaterpolo klub Borac ter Grafist iz Kopra. Borac iz Banja Luke. Triglavani. Poskus tam. Lepa podaja je bila to iz strani, mislim, da Štromajerja. Uspešen pa Paunović. Uspešen Paunović. Torej 4-3, ponovno vodstvo. Je Triglav v vodstvu. 4-3, torej pravi derbi. Rezultat tekma je izenačena in to bo verjetno izenačeno vse do konca srečanja. 2 minuti in 34 sekund do konca druge četrtine. Do konca druge četrtine, torej Slovan v napadu. Anzulović. Še vedno Anzulović, pa prenos na drugo stran do Potočnika in pa tam prekršek je nekdo od ljubljanskih vaterpolistov naredil nad vaterpolisti Triglava in žoga za Triglavane. Žoga za Triglavane, gre v napad, tam Popović po desnem krilu. Prekršek nad Paunovićem, žoga na drugem koncu in pa napaka Triglavanov, do žoge so ponovno prišli vaterpolisti Slovana. Minuto in 35 sekund je še do ne vem, ali bi to sedaj prekršek ali je preznan gol. Še vedno 4-3. 4-3. No, ne vendarle izenačenje na 4-4. Popović. Torej 5-4. Gol je priznan, 5-4. Gol pa je dosegel, mislim, da številka 8, Paunović. Paunović je bil torej uspešen 5-4. Še minuta in 13 sekund do konca druge četrtine. Anzulović. Nekdo od Triglavanov je izključen in igralec več za Slovan. Potočnik, pa še Anzulović.
Torej, ponovno izenačenje na 5-5. Še 40 sekund do konca. Prekršek. In vaterpolisti Ljubljane so uspeli prekiniti napad Triglava in protinapad Ljubljančanov. 5-5, 21 sekund do konca. Je zdaj sedaj dva igralca tam, pa poskus tam Potočnika je bil neuspešen. Ni zadev gola. Še 2 sekundi in druga četrtina je na koncu. Torej, spoštovani gledalci, mariborski bazen Pristan, Alpska vaterpolo liga, po 2 četrtinah neodločeno 5-5. Ponovno smo nazaj na zimskem bazenu Pristan v Mariboru, kjer spremljamo alpsko vaterpolo, pravzaprav tekmo Alpske vaterpolo lige med Triglavom iz Kranja in pa Ljubljano Slovanom. Po 2 četrtinah je rezultat izenačen 5-5. Dokaj izenačeno srečanje, nekako bi se lahko rekli derbi vaterpolo Alpske lige. Predvsem pa, kar se tiče slovenskih ekip, kajti točke, ki jih ekipe osvojijo v tej Alpski vaterpolo ligi, štejejo že potem kasneje v državnem prvenstvu, ki se bo odigralo kasneje, po zaključku Alpske vaterpolo lige. Torej 5-5, Triglav v belih kapicah, Slovan v plavih kapicah. Žoga za Ljubljančane. Ena ali druga ekipa nima praktično skozi vso tekmo tisto izdatno rezultatsko prednost. Prekršek je četverec je bil to za ljubljansko ekipo in prvič v vodstvu ljubljanski vaterpolisti z rezultatom 6-5. No, se moram korigirati, kajti zaradi izredno slabe vidljivosti kapic je praktično gol dosegel Triglav in Triglav je sedaj v vodstvu 6-5. 6-5 je torej za Triglavane.
Paunović je dosegel gol in povedal Triglav vodstvo 7-6. Žoga za Ljubljančane, tam napaka v podaji, koga tam, mislim, da tudi to Anzulović je narobe podal, Triglavani so prestregli žogo in gredo proti napad. Preko Žiberna je tam slabo podal in gredo sedaj Ljubljančani. Torej 5 minut in 27 sekund do konca tretje četrtine, rezultat 7-7, sedaj so Ljubljančani izenačili. Ljubljančani so postavili na 7-7. Kot sem že povedal, dokaj je izenačeno srečanje, 5 minut in 27 sekund do konca tretje četrtine, rezultat izenačen v okviru Alpske vaterpolo lige med Triglavom in Ljubljano. Točke veljajo za slovenske ekipe, tudi za kasnejše državno prvenstvo. Popović. Paunović. Še vedno Popović. Paunović. Poskus Paunovića in žoga je še ponovno za Triglav. Prekršek tam. 15 sekund še do konca napada Paunović. Popović prestreljal in rezultat 8-7. Triglav ponovno v rezultatskem uspešna obramba Triglavanov in vratar Beton je pri žogi. 8-7, torej 4 minute in 14 sekund do konca tretje četrtine. Paunović. Igralec več za Triglava. In napad se je iztekel, do žoge so prišli ljubljanski vaterpolisti, ki razstajajo napad.
In mislim, da je to time-out za ekipo koga, Ljubljane ali Triglava? Triglava. Torej 3 minute in 35 sekund do konca tretje četrtine. Triglav v rezultatski prednosti enega gola, 8-7. Prva četrtina se je končala z rezultatom 2-2. Po drugi je bilo 5-5 in tretja sedaj v vodstvu Triglav z 8-7. Spremljamo Alpsko vaterpolo ligo, 5. turnir tega tekmovanja, in sicer v mariborskem bazenu Pristan. Srečanje se bo nadaljevalo, torej 3 minute in 35 sekund še do konca tretje četrtine. Žoga za Ljubljančane. Potočnik pa Anzulović, pa še vedno Anzulović, pa na drugo stran, pa Anzulović ponovno. Poskušam Potočnik, je hotel streljati, vendar je bil neuspešen. In pa obranil strel, mislim, da Žiberne je, Laha, Žiberne je upranil vratar Beton. Triglavani gredo sedaj, imajo priložnost, da prvič na srečanju povedejo za 2 gola. Puščavec je dal. Neuspešen napad Triglava. 8-7 ostaja. Priložnost tam. Mislim, da je bil to Potočnik, ki je zadev stativo. In priložnost Triglavanov, da ponovno bodo rezultatsko uspešni. Paunović, pa tam Popović je bil in strel z obrata, koga tam, nekoga, mislim, da je bil to Paunović, neuspešen. No, kakorkoli že, sedaj da je Slovanovi vaterpolisti v priložnost, da izenačijo. In sedaj strelec je bil igralec Čanč tam, no, kakorkoli že, izenačili na 8-8. Osem proti 8, minuta in 33 sekund do konca tretje četrtine. Kot sem že povedal, zelo izenačeno srečanje. Paunović. Cerar. Slaba podaja tam Cerarja do devet proti 8, torej Paunović, 9 proti 8 Paunović.
Ponovno rezultatska prednost. 53 sekund je še ostalo do konca tretje četrtine. Mariborski bazen Pristan, Alpska vaterpolo liga, 5. turnir, Triglav Ljubljana, 9:8. Torej 50 sekund še do konca srečanja v tretji četrtini. Paunović tam je naredil prekršek. Prekršek Triglavana v obrambi, še vedno prekršek in mislim, da je nekdo. Ja, izključitev tam. Nekoga na strani Triglava. Imajo Ljubljančani ponovno priložnost, da pridejo do izenačenja. In sreča tam za Triglavane. Z odbojem, z boksanjem je poskušal doseči gol Anzulović, vendar ni bil uspešen, rezultat ostaja nespremenjen, 9:8. 12 sekund je še do konca. Poskušal je Paunović, vendar je bil neuspešen in rezultat ostaja nespremenjen, torej po 3 četrtinah 9:8 v vodstvu kranjskih Triglav. Spoštovani gledalci, evo smo na zimskem bazenu. Smo se vrnili in sicer na zaključek srečanja Alpske vaterpolo lige, odločilna zadnja četrtina, četrta četrtina, in sicer Triglavani vodijo tik pred koncem, no ne tik pred koncem, vendar v začetku četrte četrtine 9:8. Imajo priložnost, da sedaj v protinapadu prvič povedejo z 2 goloma razlike. Paunović gre, še vedno Paunović. In pa Paunović uspešen. Torej Paunović uspešen. 10:8 je. Prvič v vodstvu Triglav z 2 goloma. Sedem minut in 29 sekund do konca srečanja. 7 minut in 29 sekund do konca srečanja. Torej 2 gola razlike v korist Triglavanov, 10:8. 7 minut in 21 sekund še in žoga za ljubljanske vaterpoliste. Potočnik. Bil je sedaj prekršek tam v korist Slovanovih vaterpolistov in Potočnik je bil uspešen. Potočnik mislim, da je sedaj dosegel gol. Deset proti 9. Potočnik pa je dosegel svoj drugi gol. Torej, Triglavani sedaj v priložnosti, vendar slaba podaja tam do igralcev Triglava, ki so sedaj žogo izgubili in Slovanovi vaterpolisti imajo priložnost, da ponovno izenačijo. Potočnik, pa Anzulović in Anzulović napaka, žogo je podal igralcu Triglava
v roke in gredo sedaj Triglavani. Zelo izenačeno srečanje. Popovič. Še vedno Popovič in pa prekršek nad Paunovičem, ki je poskušal s strelom, vendar vratar Škof je bil vratar Žurbi je bil tam pripravljen in mu žogo ujel. Priložnost 5 minut in 26 sekund do konca srečanja. Žoga v avtu in menjava pri Ljubljani. Paunovič. Nekdo tam, vaterpolistov Ljubljane, je izključen in Triglavani imajo sedaj igralca več. Paunovič je tam poskušal strelom oddaleč, vendar je bil neuspešen. 10-9 ostaja. 4 minute in 45 sekund do konca srečanja. Smo že nekako na polovici in neuspešen napad. Triglavanov. Še 3 minute in 20 sekund je do konca srečanja. To je bil timeout za ekipo Triglava. In 3 minute in 20 sekund ostaja še do konca zadnje četrtine. Paunovič. Še vedno Paunovič. Pa žoga na krilo do Popovič. Dosojena najstrožja kazen za Triglav. Popovič bo tam izvajal 10-9 je. Sodnik je sedaj vročil žogo Popoviču, ki ima priložnost, da poviša vodstvo na konzultacija sedaj obeh sodnikov.
Bomo videli, kakšna bo odločitev. 3 minute in sekunda do konca. Izgleda, da so se sodnika uskladila in da bo Popovič izvajal ta peterec. Ne vem, kaj so sedaj tam vaterpolisti Ljubljane, celo strokovno vodstvo nekaj protestira. Izgleda odločitvi sodnika, da se ne strinjajo s odločitvijo sodnika. No, kakorkoli že, žogo ima sodnik Kis. Ki sedaj tam dopoveduje trenerju Ljubljane, da je njegova odločitev pravilna in ponovna konzultacija obeh sodnikov. 2 minuti in 58 sekund do konca srečanja. Pravzaprav obe uri nista usklajeni. Na semaforju kaže 3 minute in sekunda, na uradnem prenosu tekme pa 2 in 58. No, kakorkoli že, Popovič pa bo izvajal peterec. No, na takih tekmah, ko so odločilne malenkosti, je sedaj Popovič kradla žoga iz rok in sploh ni prišlo do izvajanja peterca. Priložnost sedaj Slovanovih vaterpolistov, da pride do izenačenja. 2 minuti in 39 sekund do konca. In žoga za Triglav. Žoga za Triglav je 10-9 je za 2 minuti in 27 sekund do konca srečanja. Pušavec. Prekršek. Pa strel, pa neuspešno. Napad se je iztekel, Triglavanov 10-9 minuto in 30 sekund je še do konca srečanja. Pravzaprav zadetek je bil. Zadetek v korist Triglava, dva gola prednosti za Triglavane. Minuto in 30 sekund je še do konca.
11:9. Torej, mariborski bazen Pristan, 5. krog Alpske vaterpolo lige, Triglav Ljubljana 11:9. Še minuta in 30 sekund je do konca srečanja in sedaj grejo vaterpolisti Ljubljane v napad in poskušajo zmanjšati vodstvo Triglav in na koncu eventualno še z enim golom priti do izenačenja. Paunović prekršek. Pa tam žoga na drugo stran do Anzulovića. Anzulović, Stefanović je poskušal tam skila neuspešno in žoga je ponovno na strani vaterpolistov Ljubljane, ki pa so bili neuspešni in 48 sekund do konca. Pravzaprav žoga je šla preko golove črte in 11:9 je v korist Triglava. 25 sekund do konca srečanja. Še 20:19. 11:9 je do sedaj vaterpolisti Slovana. Tam je nekdo od igralcev Triglava izključen. In to je, mislim, da najstrožja kazen, peterec za vaterpoliste Ljubljane. Da, 5 metrov, strel iz 5 metrov. Številka 10. Cuomo je dal ta zadetek in postavil verjetno končni rezultat 11:10, 17 sekund še do konca srečanja. Torej 11:10, vsega gol s prednosti za Triglava. Za Triglav žoga izvajanje iz sredine. Paunović sedaj tukaj je izsilil prekršek in 6 sekund še do konca. 4:3 srečanje se izteka in konec srečanja. Torej, v okviru Alpske vaterpolo lige 5. turnirja so Triglavani v mariborskem Pristanu, zimskem bazenu, uspeli premagati vaterpoliste Ljubljane z 11:10. Ali po četrtinah. Prva je bila 2:2, druga 6:6, tretja 9:8 in na koncu končni rezultat 11:10. Lep pozdrav vsem skupaj.